Če vidite usmeh na mojem licu, to pomeni, da smo zmagali. Ja, bila je kakovostna tekma. Menim, da je i Olimpija bila dober nasprotnik, ampak mi smo več želeli to zmago. Mi smo, čeprav smo igrali pod velikim pritiskom, kajti morali smo, danes smo morali zmagati milom ali pa silom i takšne tekme ni lahko igrati. Igrali smo en dober nogomet. Prvikrat smo imeli povezavo med igro in rezultatom. Igrači imaju vse čestitke za igro, pogotovo prvi polčas, kjer smo Olimpiju potpuno nadigrali i mogli smo tu tekmu već zaključiti v prvem polčasu, ampak i v drugem polčasu smo igrali solidno. Imeli smo igrača manj več kot 15 minut i v tistem periodu smo uspeli zadeti. To znači da je ekipa psihološki bila dobro spremna, ekipa je dobro tekla, strčala je utakmicu, bila je borbena i menim da smo posebno zasluženo dobili te 3 pike, ki nam psihološki ogromno značijo i nam bodo ena velika spodbuda za tekmo v sobotu, ko pričakujemo Maribor. Gledajte, menim da smo fizično spremni. Morda ne 100%, ampak te tekme sobota, sreda, igralca izcrpijo, ampak mi bomo se pripravili za Maribor, mi proti Maribora nimamo kaj izgubiti. Mi proti Maribora bomo išli na zmago kot vedno. Maribor je veliki favorit, ampak favoriti ne morejo vedno zmagati. To smo mi dokazali i prošlem prvenstvu, ko smo Maribor zmagali 2-krat. Verjamem, da bo tista, kot sem povedal, da bo tista zmaga nas psihološki digla in bomo protiv Maribora probali odigrati eno dobro tekmo, borbeno tekmo za publiku, kajti menim da bo prišlo veliko gledalcev in tistim putem ih i vabim na tu tekmu. Jutri bomo napravili en regeneracijski trening, se spočili in v soboto idemo igrati nogomet. Ja, hvala Bogu je prišla ta zmaga, ki smo dolgo čakali. Dali smo vse od sebe, srce pustili na igrišču in to je bilo danes dovolj zmago. Ja, težko je to podoživeti. Moram si tudi pogledati posnetek. Žoga je prišla do mene, streljal sem s prve in hvala Bogu je bil zadetek. Ja, to je zame tudi prvič. Ja, zdaj nekaj tekem sem zdaj že igral na boku. Tu imamo nekaj težav, Miha ima kartone in bilo je potrebno odigrati, tako da ni pa težko seveda, kar zahteva trener, to je potrebno narediti. Je zelo velika. Za samozavest je to zelo dobro, tako da mislim, da zdaj lahko gremo sproščeno na naslednjo tekmo in na zmago proti Mariboru. Pa prvo da čestitam Zavrču na pobedi, zato što je u ovu utakmicu nije ušao sa više želje i nije ni uložio više truda. Najprej bi čestital Zavrču za zmago, ne zato, ker bi v tekmo vložili več truda in energije, ampak zato, ker so bili bolj zbrani in so storili manj napak. V velikem delu tekme smo odigrali dovolj dobro, po izenačenju mislim, da smo nekaj časa igrali zelo dobro, storili pa smo kakšnih 5 ogromnih napak v obrambi in na ta način smo danes premagali samega sebe. Tega ne pravim, ker bi rad zmanjšal težo domače zmage, ampak nasprotno. Rad bi jim čestital, ampak glede na to, kakšne napake smo danes delali v obrambi, je res težko doseči dober rezultat. Naši stoperi pre svega, mnogo je teško napraviti bolji rezultat. Pa ništa, moramo da nastavimo da igramo. Mi smo i danas bili kontrolisali ovu utakmicu i danas smo bili u igri. Nič treba je naprej igrati, mi smo tudi danes kontrolirali tekmo, tudi danes smo bili v igri najmanj enakopravni ali celo boljši. Ampak do zdaj golov nismo prejemali, res je, da jih tudi nismo dajali. Imamo problem v konici napada, ta problem je kadrovske narave, imamo igralce, ki so že dalj časa poškodovani, ampak to, kar se je dogajalo danes, je nekaj, česar nisem pričakoval. To se nam ne dogaja, da delamo take napake v zadnji liniji. Danes je bilo nekaj zelo čudno. Ampak gremo naprej, moramo igrati naprej, ne smemo se ustaviti. Pride nov dan, nov trening, nova tekma. Dobro pri Olimpiji je to, da igra dobro. Ni pa dobro to, da že dolgo časa nismo zmagali. Zakaj? Vemo zakaj, ampak to, kar se je danes dogajalo, je nekaj novega. In verjamem, da se to ne bo ponovilo. To ni dobro. Zašto? Ja znam i znamo mi zašto. Ali ovo što se danas desilo, to je nešto novo i se nadam da se to neće ponavljati. To nije dobro. Ja, sigurno bi se dali, imeli smo svoje priložnosti, ampak nismo jih izkoristili.
potem smo naredili par neumnih napak in Zavrč nas je kaznoval, tako da, kot sem že rekel, nismo izkoristili svojih priložnosti in izgubili. Ja, definitivno, že v samem začetku smo naredili te dve napake in potem smo se malo nekako, če lahko tako rečem, ustrašili in potem je Zavrč dosegel ta gol, izenačili smo, ampak se pravim, imeli smo tudi mi svoje priložnosti, če bi nekako to realizirali oziroma če ne bi delali takih neumnih napak, bi bil rezultat drugačen. Ja, glede na to, da nismo zmagali že nekaj tekem, vzdušje sigurno ni dobro, tako da moramo to čim prej pozabiti, vse te tekme in se nekako zbrati in zmagati že v naslednji tekmi, da se bo to vzdušje le nekako popravilo.